Ta teden je najbolj zaznamoval požar v Parizu, v katerem sta zgorela zvonik in ostrešje Notredamske katedrale. Gasilci so na srečo rešili večino relikvij, umetniških artefaktov in zvonarja, a škoda je še vedno neprecenljiva. Do požara naj bi prišlo zaradi napake na dotrajani električni napeljavi, človeških žrtev pa k sreči ni bilo. Francoskim gasilcem je predsednik Donald Trump na Twitterju svetoval, naj požar pogasijo z letali in s tem gašenje požarov dodal na dolg seznam stvari, o katerih zelo malo ve. Naš predsednik Pahor pa si je ob vsej medijski pozornosti, ki je požar deležen, najbrž za trenutek zaželel, da bi zagorel tudi on. V pomoč Parižanom so se že oglasili številni premožni zemljani in za obnovo katedrale obljubili že več kot $1 milijardo pomoči. Na poti v Pariz so zato že slovenski gradbeniki na čelu z Zoranom Jankovićem, kar pomeni, da bodo cerkvi verjetno dozidali še parkirišče in shopping center. Gasilcem je požar uspelo pogasiti že v torek zjutraj. Še dolgo pa ne bo pogašeno razočaranje Branka Grimsa, da v požar ni vpleten noben musliman. Informacijo o požigu je namreč dobil od 2 znanih velenjskih operativcev. Tam bil je živčen, pa rekel, ne klicati Grimsa, šel sem mal po Parizu sem, pa tja. Pa sem jaz rekel, ja, kako si šel v Pariz, če si kupil kolo, pa kaj boš v torbi, pa ni hotel pokazati torbe, pa sem pogledal, pa je bilo nekaj trdega. Pa sem rekel, daj pokaž, kaj boš v torbi, pa je rekel, ne, pa se je tam upiral, pa je pa on primo z eno roko, pa jaz za drugo roko, pa sem pogledal torbo, pa je imel benzin. Pa mi je on rekel, ti si zihar musliman, pa se je za Švico ful. In potem ste poklicali Grimsa? Ja, potem smo poklicali Grimsa, da lov začne tweetati.